Medvoška smreka Andreja glavna v Ljubljani, zavaja zagorelo v medvoški hidroelektrarni. Moja občina lepa in gostoljubna. 2 izziva na Govejku, cesta in pitna voda. Medvoška knjiga skozi oči urednikov. 2-kratno druženje z Romanom Verasom. Barkačev pripravek na Miklavžev sejem. Na tradicionalnem koncertu Smleškega žarka. Andrej Žavbi, 5. do naziva amaterski kolesar leta. Dober večer in lepo pozdravljeni. Predpraznični čas v Medvodah se uradno začenja. Dogodkov in prireditev ne bo manjkalo. Največ pozornosti pa je tokrat požela medvoška smreka Andreja, ki bo že čez nekaj dni zasijala kot osrednje novoletno drevo na Prešernovem trgu v Ljubljani. V Medvodah tudi letos tako velikega novoletnega drevesa ne bo, kar je zaradi številnih gradenj v centru naše občine tudi razumljivo. Brez dvoma je v Medvodah ta teden največ pozornosti pritegnila smreka, ki je več kot 50 let stala v bloku pri lekarni. Zaradi svoje velikosti in lege med stavbo in elektrodaljnovodom je že dalj časa povzročala skrb okoliškim prebivalcem, ki so svojo zaskrbljenost posredovali lastnici zemljišča občini Medvode. Ta je smreko ponudila podjetju Javna razsvetljava, ki skrbi za praznične okrasitve številnih slovenskih mest, tudi Ljubljane. Strokovno zahtevno odstranitev so izvedli zaposleni Javne razsvetljave in podjetja Dvig. Smreko, ki so jo delavci ljubkovalno poimenovali Andreja, so varno podrli, prepeljali v prestolnico in jo tam že postavili. V prazničnih dneh jo bo krasilo kar 8 km novoletnih luči. Medvoščani bomo tako imeli še en razlog več za obisk okrašene Ljubljane. Na mestu, kjer je smreka stala, pa bo režijski obrat občine Medvode zasadil 3 nova drevesa. In ko govorimo o nadomeščanju drevnine, ob koncu prenove občinske stavbe se je iz arboretuma Volčji potok na svojo prvotno lokacijo vrnila tudi znamenita medvoška vrtnica. Pred začetkom del so jo strokovno izkopali in začasno presadili v arboretum, kjer je uspešno okrevala. Ocenjujejo, da bo v nekaj letih znova bogato zacvetela. V petek zvečer se ponovno odpira medvoško drsališče, na že uveljavljeni lokaciji in v enaki velikosti kot prejšnja leta. Drsališče bo ljubitelje drsanja razveseljevalo predvidoma do konca januarja. Prihodnji petek pa se bo na trgu Branislave Sušnik začela tudi serija adventnih dogodkov Advent med vodami, ki jo v sodelovanju z javnim zavodom Sotočje pripravljajo vse medvoške osnovne šole in vrtec Medvode. Praznične svečke na adventnem venčku bomo prižigali 4 zaporedne tedne. Prvi prižig bo petek 28. novembra ob 18. uri, program pa bodo soustvarili Osnovna šola Preska, enota Preska vrtca Medvode, Turistično društvo Žlebe Marjeta in Društvo tabornikov Rodveh rek Medvode. Ob obiskih teh prireditev bo mogoče občudovati tudi ustvarjalne izdelke otrok, izbirati kakšno darilo za najbližje ter se pogreti o prazničnih otroških kulinaričnih dobrotah. Seveda pa ne smemo pozabiti na največji dogodek turističnega društva Goričane vaše, vsakoletno noč parkeljnov. Dogodek se prične jutri zvečer z velikim koncertom pod prireditvenim šotorom, vrhunec pa bo seveda v soboto zvečer, ko nas bo obiskalo več kot 600 peklenščkov, članov 12 skupin iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Italije. Ogledali si jih boste lahko v obliki mimohoda, kjer vam bodo predstavili svoje maske in opremo, s tem pa tudi zgodovino in običaje svojega kraja. Skratka, vabljeni, da se udeležite vsaj kakšnega dogodka in obeležite praznike v duhu skupnosti, kulturne dediščine in prijetnega prazničnega vzdušja. Gasilska zveza Medvode je pretekli petek pripravila obsežno gasilsko vajo v hidroelektrarni Medvode. Namenjena je bila simulaciji požara v industrijskem objektu, pri čemer so reševalci iskali pogrešane in pomagali poškodovanim osebam. Na terenu so sodelovali gasilci vseh prostovoljnih društev Gasilske zveze Medvode, Civilna zaščita Medvode, Policijska postaja Medvode in Gasilska zveza Vodice. Vaja je ponudila vpogled v usklajeno delovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč v primeru zahtevnejših nesreč. Na območju hidroelektrarne Medvode je potekala obsežna gasilska vaja, ki je preverjala pripravljenost in usklajenost vseh sodelujočih služb. Gasilci so na zahtevnem terenu preizkušali različne scenarije posredovanja, od gašenja požara do reševanja pogrešanih oseb. O pomenu tovrstnih vaj in izzivih, s katerimi so se srečevali gasilci na terenu, je spregovoril poveljnik Gasilske zveze Medvode.
Ja, scenarij je bil, da je zagorelo na transformatorju v hidroelektrarni Medvode, iz katerega se je ogenj potem razširil na ostrešje, da je zagorela še sončna elektrarna tega objekta in pa iz samega transformatorja je začelo iztekati olje, ki je prišlo vse do jezera. Ogenj je pa nato preskočil vse na samo stavbo kegljišča, ki je delno tudi v souporabi savskih elektrarn, kjer imajo določene prostore. Tako da smo naredili 3 sektorje in vse te 3 sektorje napotili v bistvu celotno moštvo in tehniko, ki jo premoremo gasilci v Medvodah in tudi civilna zaščita Medvode. Vaja je potekala v realnem industrijskem okolju, kjer so se ekipe soočale z omejenim dostopom, zadimljenimi prostori in simuliranimi poškodovanimi. Organizatorji so poudarili, da je prav takšno okolje najboljši preizkus operativne pripravljenosti. Vse skupaj je sodelovalo 85 pripadnikov sil zaščite in reševanja. Ja, ta vaja je bila z vidika organizacije in pa tudi same izvedbe, mislim, da kar zahtevna. Prvič zato, ker v elektrarni na gasilce preti veliko nevarnosti. Imamo visoke napetosti v samih objektih, imamo daljnovode, ki so pod napetostjo, gasilci so s čolni posredovali na samem jezu elektrarne, za kar je bilo treba elektrarno v določenem meri ustaviti, nevarnost je tudi utopitve, se pravi, srečevali smo se z veliko nevarnostmi in pa na koncu tudi z nevarno snovjo, ki smo jo reševali iz samega jezera. Tako da mislim, da je zelo poučna vaja, ki pa verjamem, da smo jo usklajevali dobro. Župan Nejc Smole je pozdravil tovrstne vaje in povedal, da so prav taki dogodki temelj učinkovitega delovanja ob morebitnih nesrečah, ki lahko prizadanejo lokalno skupnost. Ja, tako kompleksne vaje, kot je ta danes, so verjetno kritičnega pomena, lahko rečemo, predvsem zato, ker se res ukvarjamo s scenarijem, ki je skozi bolj verjeten, torej govorimo o požarih na panelih, na sončnih elektrarnah, govorimo o občutljivi infrastrukturi, govorimo o tem, da se v resnici, po mojem, tudi tukaj ta znanje na področju gasilstva, kako odreagirati v tej specifikah, še razvija. Predvsem pa govorimo tudi o enem območju, ki je sicer zelo zaprt. Območje hidroelektrarne tukaj pri nas v Medvodah je območje, kamor nimamo dostopa in je pač striktno za samo hidroelektrarno in je pomembno, po mojem, tudi za naše gasilce, da vejo, kako ta prostor izgleda, da poznajo noter kritične poti, da se znajo tudi organizirati znotraj samega kompleksa. Gre pa tukaj tudi pohvala savskim elektrarnam, da imajo ta posluh. Ne naletimo vedno povsod, tukaj je in se mi zdi to še en od pokazateljev, da so savske elektrarne od nekdaj bile podjetje v Medvodah, ki je znalo sodelovati z lokalno skupnostjo. Vaja je ponovno dokazala, kako nepogrešljivi so gasilci in druge službe za zaščito in reševanje, saj z usposobljenostjo in predanostjo zagotavljajo varnost širše skupnosti. Hkrati je postala jasna nujnost sodelovanja med različnimi podjetji in ustanovami, ki s skupnimi vajami krepijo pripravljenost na krizne razmere. Pobuda je bila strani varnostnega inženirja, gospoda Purkrta, da bi letos še izvedli eno vajo. Zdaj ta vajo sem imel jaz v določeni meri že pripravljeno, ker je to bil v bistvu moja seminarska naloga za čin višjega gasilskega častnika, tako da smo jo delno adaptirali, delno popravili, prilagodili, ker stara je, mislim, da ideja nekje 7 let, v tem času se je spremenila tehnika v Medvodah, se je okrepila civilna zaščita, imamo nova, drugačna vozila, tako da smo jo adaptirali, prilagodili in izvedli. Dinamika je kar zelo velika, skoordinirati je bilo potrebno res veliko število ljudi, ki so sodelovali v okviru vaje, okrog 90, veliko opreme, tako da vsa pohvala tako civilni zaščiti, kot pa gasilski zvezi Medvode. Zdaj predvsem namen takih vaj je preveriti učinkovitost sistemov v primeru takih dogodkov. Sicer mi zelo redno izvajamo vse te ukrepe, preventivne ukrepe, ampak požarov za 100% ne moremo preprečiti. Zato so v bistvu take vaje tudi za nas zelo pomembne, da se krepi neko ozaveščanje samih zaposlenih, kot pa tudi samo sodelovanje z civilno zaščito in pa gasilsko zvezo Medvode.
Mi smo tukaj kot proizvajalec električne energije res že zelo dolgo v okolju, naš namen je preko neko trajno proizvajanje električne energije ob minimalnih vplivih na okolje, hkrati pa tudi želimo v primeru, da do neke nesreče res pride, da odreagiramo pravilno in hitro, da teh negativnih vplivov na okolje čim manj, res v minimalnem obsegu. Gasilci so s to vajo znova pokazali, kako pomembno vlogo imajo pri zagotavljanju varnosti skupnosti in varovanju življenj. Njihova predanost ne izzveni po koncu ene same vaje, saj so aktivni vse leto pri intervencijah, izobraževanjih, usposabljanjih in preventivnih dejavnostih. V petek 14. novembra je v Kulturnem domu v Sori potekala 29. medvoška prireditev Moja dežela, lepa in gostoljubna, ki jo pripravlja Turistična zveza Medvode v sodelovanju z javnim zavodom Sotočje. Ta je namenjena podelitvi priznanj lastnikom ali upravljavcem objektov, za katere je strokovna komisija v sestavi predsednice Monike Mohar, Saše Malenšek, Jožeta Ločniškarja in Jureta Galičiča ocenila, da po svojem izgledu in urejenosti močno izstopajo in so v dodaten ponos našim krajem. Letos je nagradila 8 objektov. Prireditev Moja dežela, lepa in gostoljubna v Medvodah je del vseslovenske akcije namenjene spodbujanju urejenosti krajev, kakovosti bivanja ter razvoja gostoljubnega in privlačnega okolja za prebivalce in obiskovalce. Strokovna komisija ocenjuje urejenost objekta in njegove okolice, čistočo, dostopnost, za gostinske in javne objekte tudi kulturno in turistično ponudbo ter splošen vtis objekta. Ocenjevanje objektov je pomembno, ker motivira lastnike k izboljšavam, dviguje kakovost turistične ponudbe ter prispeva k prepoznavnosti in privlačnosti kraja. S tem kraji postajajo bolj prijetni tako za domačine kot za obiskovalce in v naši občini kar nekaj objektov izstopa po svoji urejenosti. Delo medvoške ocenjevalne komisije torej ni pretežko, saj jo sestavlja ekipa prekaljenih ocenjevalcev in strokovnjakov. Letos je bila odločitev soglasna, vsak član komisije je zadolžen za neko področje. Recimo jaz sem vrtnarka, gledam res odsvetličenost, kako so stvari posajene, če se vzdržuje in tako naprej. In ja, letos smo imeli, kar se tega tiče, jaz sem imela dobro delo in se mi zdi, da smo dobro zbrali. Torej, da nagradimo delo ljudi, pa tudi pri teh objektih, kot so recimo šole, gasilski domovi, tudi delo ljudi, to so pa prostovoljci. Pravzaprav v šoli niti ne, druge pa ja. In ja, to nagrajujemo, tudi to nagrajujemo. Ena od pomanjkljivosti letošnjega ocenjevanja je bila, da do konca meseca junija, ko smo imeli možnost, da predlagamo najlepše objekte v občini, komisija ni prejela prav veliko predlogov. Zlasti so pogrešili večjo vključenost turističnih društev v poziv k imenovanju predlogov. Letošnje delo smo imeli kar malo situacije, ker ni bilo veliko prijav. Čeprav se nekako turistična društva, se mi zdi, da tukaj žal niso naredila svojega dela. Nekako pozovemo turistična društva, ki bolj poznajo jasno, kdo lepo skrbi za svoj dom v krajevni skupnosti, kjer ta društva delujejo. Tako da letos smo zbrali, seveda smo zbrali, ampak bi želeli še več prijav. Na koncu so, kot rečeno, podelili 8 priznanj. Prvo priznanje je prejela osnovna šola Medvode, ki se je v letošnjem letu še posebej posvetila ureditvi okolice šole, da je še bolj prijazna za učence, učitelje in vse ostale obiskovalce. V kategoriji javnih objektov je komisija priznanje podelila tudi prostovoljnemu gasilskemu društvu Zgornje Pirniče, kjer prostovoljcem kljub veliki in precej obiskani površini njihovega doma uspeva ohranjati urejeno in čisto okolico. Prvo nam je sploh bila važna funkcionalnost, da mi zaživimo kot gasilci, da se odzovemo na intervencije in pomagamo občanom in občankam. Takoj smo se pa začeli truditi z okolico. Že v samem začetku smo začeli postavljati trobnike in in zasaditev trave. Potem seveda naslednjo leto se je takoj začela tudi z zasaditvijo dreves, tudi rože so se začele, zdaj šele vidimo, kje imamo kakšno pomanjkanje tega
ocvetličenja in teh stvari. Trudimo se, no, kolikor v naši moči, da le vzdržujemo red in čistočo, čeprav je to kar nekaj dela s tem, da se to upravi v celoti. Da se bliža izjemna obletnica cerkve na Sveti Marjeti v Žlebah, je razvidno tudi na dodatnem trudu krajanov v skrbi za okolico, ki je že sicer zgledno urejena. Ja, je sprotje vzdrževanje, siguren košnja, pa rihtanje rož, pa vsega tega imamo tudi pomoč, ne? Ampak se pa veliko bolj zdela zdajle zaradi tega, ker se približuje drugo leto 500-letnica cerkve, posvetitve cerkve, tako da s tem je še bolj to intenzivno. Ja, siguren je, to je lepa nagrada, tako da je priznanje za celo vas, ne samo za nas, ključarje, pa kad delamo veliko gor, ampak za celo vas. Zelo veliko sodelujemo, no, tako da smo vsi cele Žlebe zaslužne za to, da je ta objekt dobil nagrado. Komisija je nagradila tudi upravitelje rojstne hiše Jakoba Aljaža, ki je v letošnjem letu razširila svojo ponudbo in na stežaj odprla svoje vrata, za kar je seveda potrebnega tudi več vzdrževanja. Vsekakor je to zelo pomembno za vse tiste, ki smo prejeli danes nagrado, ker pravzaprav tako dobiš neko potrditev, da delaš dobro, da si v pravi smeri, da deluješ, a ne? In to ti da potem neko dodatno energijo, da še nadgradiš pravzaprav vse te ideje in vizije. Komisija je zlasti navdušena, kadar ocenjuje zasebne objekte, in priznani so letos še posebnim veseljem podelili dvema družinama. Družini Košir iz Topola, ki obiskovalce Katarine s svojimi cvetočimi balkoni pozdravi že takoj na začetku vasi, in družini Fujan iz Hraš, ki so okolice hiše uredili tako, da je prijetna tako za mimoidoče, kot tudi družini, ki veliko prostega časa preživlja zunaj na vrtu in v letni kuhinji. Grobe stvari urejam jaz, fine ureja pa žena. Hiša je tudi prilagojena za invalida, kot vidite, a ne? Tako da se trudva po suhih močeh skupaj z otrokom. Za hišo je treba skrbeti vsak dan. Od listja, obrazovanja, v primernih časih, normalno. Tako da vzdrževati je treba, najlažje je vzdrževanje. Kaj pa same ideje, bom rekla, kdaj raziskujete, kaj bi lahko še novega umestili, ali delate bolj po načelu manj je več? Nekaj potujemo po svet, vidiš nove ideje, probaš umestiti v svoj prostor, če je to paše naš prostor, in nekako najdeva že eno idejo. Probala narediti, da je čim lepš, da paše v okolico. Ali kot pravita zakonca Fujan, delo je, če ga vidiš, če ga pa ne, ga pa ni. Tega pa nikakor ne zmanjka njihovim sosedom, kmetiji Janhar, ki je komisija letos prav tako namenila priznanje. Prostora imamo malo več, kot pa samo ena hiša, dela nam nikoli ne zmanjka, tudi idej nam ne zmanjka. Domačim se nam ves čas zdi, da imamo pol stvari razritih, ker ves čas nekaj prenavljamo, nekaj probamo olepšati in smo ves čas v neki gradnji in takih stvarih. Vsekakor je vsak dan veliko sprotnega dela, od košnje do pometanja. Vse ideje in pa tudi delo, pa vsi skupaj stopimo pa skupaj postorimo. Zagotovo se to ne bo zgodilo, saj pridnim staršem in starim staršem že sledita tudi potomca, ki sta z očetom prišla na oder po priznanje. Delo pa ni dopuščalo, da bi po priznanje prišli z gostilne Parjur z Katarine, ki so si ga prav tako prislužili z zgledno urejenim objektom, ki je v ponos kraju in občini. Tako kot še mnogi drugi, pretekli pa morebiti bodoči prejemniki priznanj na prireditvi Moja dežela, lepa in gostoljubna. Poleg tega, da imamo lepo naravo, imamo dobre gostilne, znamo lepo postrežiti vse obiskovalce in z tega stališča pač lahko rečem, da smo in lepi in gostoljubni. Če tako gledamo, je to ta slogan, ki je čist pravilen tudi za Medvode. Imamo pa malo problema, pač bi rekla, v celi občini za pločniki, ki so pač zarasli z zelenjem, s plevelom, in tega bomo pa probali s skupnimi močmi v naslednjem letu, pa mogoče še v naslednjem letu, saj občina je res velika, pa da odstranimo, glede na to, da je treba tudi, da si majhen pristopimo k temu projektu, da se bo še to videli, ker ta pogled pa ni lih prav fleten.
Občina Medvode, to je moja občina. Ja, pač meni živeti v občini Medvode je prijetno, ker tudi ljudje, se mi zdi, znajo nekako skupaj stopiti, sodelovati, imajo ta estetski čut, imajo čut za lepo. Čeprav pa tako, kot je bilo že na prireditvi rečeno, letos smo imeli, pač tako leto je tudi bilo, da je bilo veliko plevela za cesto, ob pločnikih, tako, to nas je pa res motilo. Strokovna komisija namreč poleg podeljevanja priznanj najlepšim objektom kdaj koga tudi malce pograja oziroma opozori na pomanjkljivosti, da bi bila občina še lepša, kot je sicer. Zdaj, do nekaj let nazaj so se uporabljala sredstva za zatiranje plevela. Ko smo se odločili, da se tega ne gremo več, ko je prišlo to direktiva tudi z nivoja EU-ja, se je bilo pač treba zavedati, da narava ima svojo pot in zapolni vse tisto, kar je prazno. Tako da tukaj bomo težko rekli, da se da čudež narediti. Jaz včasih sem malce provokativen, pa rečem, da lahko pa vsakdo pospravi pred svojim pragom. Že če bi vsakdo pospravil pred svojim pločnikom, bi verjetno bilo veliko boljše, pa noben mu ne bi krona z glave padla. Seveda ima pa tudi občina tukaj svoj dolg. Mi se bomo trudili, da najdemo take efektivne variante, ki so kolikor toliko tudi ekološko sprejemljive, da se tega lotimo tudi v bodoče. Kljub temu pa je župan v govoru poudaril, da s ponosom pelje obiskovalce po občini in da žal včasih šele ob takšnih priložnostih ponovno vidi, v kako lepih krajih in v lepih objektih prebivamo, kar dokazujejo tudi vsi letošnji nagrajenci. V bistvu to so res primerki nekaj najlepšega, kar lahko rečeš, in da ni sploh ne čudovit pogled na te zasaditve. V bistvu vsi ostali se pa tudi trudijo, saj vse privat hiše, tudi lahko rečem, da se tudi po blokovskih naseljih po Medvodah zazna, da so spremembe, gredice so njihove urejene pred balkoni, mislim ne pred balkoni, pred bloki in mislim, da napredek je. Konkurenca za priznanja za najlepše objekte na 30. prireditvi Moja dežela lepa in gostoljubna torej bo. Še z odprtimi očmi moramo hoditi in se seveda spomniti, da te objekte tudi predlagamo komisiji, ki bo spomladi občane in društva pozvala k predlaganju nominirancev. Ogromno je lepih hiš v Medvodah. Seveda verjetno je prav tudi ta rek, ki pravi, da imajo vsake oči svojega malarja. Jaz mogoče bolj opazam tiste, ki so v svojem urejanju malce bolj konzervativne oziroma ki bolj odražajo ta slovenski prostor. Kar opažam v zadnjih letih je, da je v 10-15 letih silovito upadlo število balkonov in oken, ki imajo rože. Naj gledalci kdaj pogledajo, koliko je teh rož manj, koliko teh je bilo še 10, 15, 20 let nazaj. S tem se siguren siromaš ena poletna podoba naših krajev. Tako da jaz občudujem še vse tiste. Danes smo videli recimo nagrajena hiša na Katarini, je res vzor. Tudi pri Jurju so tisti ganki, ki so vedno polni cvetja, so nekaj, kar te navduši. Tako da recimo to opažam, da je tega manj. Tega se meni zdi škoda. Vidimo vse več res vrhunsko negovanih trat. Jaz sem pa mogoče bolj za tiste, ki imajo dušo, tudi če je kje kakšen plevel. Na tokratni prireditvi se je Turistična zveza Medvode še enkrat zahvalila nagrajencema Turistične zveze Slovenije za naj prostovoljca, Karlini Trajnen iz Turističnega društva Pirniče in Jožetu Jarcu iz Turističnega društva Goričane Vaše. Posebno priznanje pa je namenila tudi Turističnemu društvu Goričane Vaše, ki praznuje 20 let svojega delovanja. Program je s petjem popestril Oktet Matici, v katerem poje tudi Urban Pipan, ki je povezoval tokratno prireditev. Naša občina lepa in gostoljubna torej. Prav gotovo to velja tudi za Mihelčičev dom na Govejku. Poročali smo že, da ima novo oskrbnico, Pirničanko Ano Vrhnjak. Večini je bila doslej poznana predvsem po svojih domačih štruklih z različnimi nadevi pod blagovno znamko Anjini domači štruklji. S kamero smo jo obiskali ob uradnem odprtju nove sezone v začetku meseca. O dobrih novicah smo torej že poročali, tokrat pa nadaljujemo z dolgoletno problematiko te turistično-pohodniške destinacije, cesta in pitna voda. To sta dva izziva, s katerima se namreč spopada tudi vsakokratni upravljalec Mihelčičevega doma,
ki je sicer v lasti planinskega društva Obrtnik Ljubljana. Mihelčičev dom na Govejku se nahaja na nadmorski višini 727 metrov pod pobočji Gontarske planine v severnem delu Polhograjskega hribovja. Do tja vodijo številne pohodniške poti in tudi tista iz doline Ločnice pri gostini Lagastja, po kateri se lahko pripeljemo tudi z avtomobilom, če nam je to seveda dovoljeno. Kako ste prišli gor? Z avtom? Peš? Peš. Zakaj? Zato, ker z avtom težko priti gor ali zato, ker vedno pridete peš? Ne, pridem tudi z avtom, ko delamo obnovitvena dela, ko delamo taka dela, pridemo z avtom. In ko pripeljemo in mojstre in material in to pridemo z avtom. In moram reči, to je največji problem po tej cesti. Ravno pri zadnji obnovi oken, serviser je hotel na pol prekin delo zaradi ceste. Skušali smo to problematiko, skušamo par let, več kot 5 let rešiti, žal se druga stran nima posluha. Čeprav je obvezna iz naslova vzdrževanja javne poti in bi morala skrbeti za to, ne skrbi in smo imeli celo dogovor s podžupanjo, je bila na objektu, smo imeli vse dogovorjeno, vse tudi ugodno ponudbo, da se kompletna cesta sanira, na koncu nekdo se je skujal, druga stran se je skujala. Dodaja še, da se je cesta v preteklosti redno vzdrževala, vse dokler niso ostali krajani. Trnovec je dejansko več kot 10 km dolgo naselje v dolini Ločnice precenili, da gre v ta namen preveč denarja. In še, da so se dejansko prikazovali visoki stroški za dela, ki niso bila izvedena, zato razume očitke sokrajanov in tudi občine, pa vendarle, da se kopja zaradi nepravilnosti drugih ne morejo lomiti zgolj na ramenih lastnikov nepremičnin na Govejku. Mi vztrajamo in smatramo, se da cesto vzdrževati. Zelo skromnim budžetom, treba je cesto pa sanirati. Mi smo lansko leto, kljub dogovoru, ki smo ga imeli z občino, da bo občina dala sredstva, da naredimo nujno sanacijo pred zimo, ko je bilo treba narediti, pač se je začelo zavlačevati, da morajo to. Šlo se za 3600, ki smo dobili izvajalca, ki je bil pripravljen za tako skromno ceno to narediti. Na tokratno odprtje nove sezone Mihelčičevega doma je prišel tudi Blaž Bačar, ki je pred časom kupil del posestva v neposredni bližini. Ta cesta je gotovo minus za nas v prvi vrsti, ker tukaj pač dnevno ali pa tedensko večkrat pridemo. Za turiste pa tudi bi rekel, oziroma za ostale občane, pač trenutno je še za kolo nevarna, če ni to res nek gorski spust. Tako da, ne vem, jaz verjamem, da bomo to skupaj reševali, če bomo vsi dali energijo v pravo smer, da bomo najdeli pozitivno rešitev, ker mislim, da vsi iščemo to, da bi cesto kvalitetno rešili, ne samo na način, da se vsakoletno z velikimi stroški vzdržuje zasilno stanje, ampak da se v bistvu konkretno poravna neke ovinke oziroma odvodnjavanja uredi. Urejena cesta zanj še zdaleč ni nujno tudi asfaltirana cesta. Jaz sem opazoval rešitve drugod po Sloveniji, po Nanosu, po severnem Primorskem, ker imajo veliko takih strmin, kako jih urejajo, so to nagrbančeni betoni, so različne rešitve. Predvsem pa je to, da se voda ne zbera, ker če se zbera, če samo cesta na noter visi, potem to, kadar so te močni nalivi, ki najbolj poškodujejo, res velika gmota vode naenkrat pritiska na zemljino in se potem cesta spodjeda. Da je cesta taka, kot je trenutno, dejansko nevarna, so nam ob tokratni priložnosti potarnali tudi ostali, poleg seveda nove skrbnice Ane Vrhnjak, ki se že sedaj boji zime. Cesta je ozka, na obeh straneh ovire, bodisi jarek, bodisi drevesa. Skratka cesta, ki ne omogoča niti prihoda reševalnega vozila ali gasilske cisterne v primeru požara. Vode pa na Govejku že sicer ni v izobilju, čeprav potoki tečejo vse povsod. Mi kako se oskrbujemo z vodo? V bistvu si prinesemo s sabo kaj studenčnice, potem imamo en majhen čudežni vodnjak, mu mi rečemo, ker v bistvu izvira v njem, tako da se sam polni, pa lovimo deževnico za zalivanje, tako
nekako. To so zaenkrat sistemi. Nimamo pa še v tej fazi obnovljene hiše, še ne živimo stalno tukaj, no, tako da to pa pride kasneje, tudi še kakšna filtracija pa te zadeve, da bo bolj neoporečno. Kakšna je torej specifika ceste na Govejek, da se je občina Medvode odločila, da postavi prometni znak, ki promet po cesti prepoveduje za vse, razen lastnike nepremičnin, stanovalce in upravljavce gozdov, da je torej ocenila, da redno vzdrževanje lahko izvaja le v obsegu, ki prej navedenim zagotavlja nemoten dostop, in določila, da zaradi zagotavljanja varnosti ni primerna tudi za ostali motorni promet. V občinski upravi potrjujejo, da gre za kategorizirano javno cesto, vendar jo vzdrževalec cest, torej HNG, v dogovoru z občino Medvode po poplavah redno vzdržuje in opravlja zimsko službo le na slabih 300 metrih do prvih in hkrati edinih pravih stalnih stanovalcev. Do tu je cesta tudi v občinski lasti, od tu naprej pa v lasti Planinskega društva Obrtnik Ljubljana in 3 fizičnih oseb. Planinsko društvo in še 2 fizična lastnika nepremičnin na samem Govejku so soglasje za prenos lastništva na občino podali. Ta je zaključila odmero ceste v tistem delu, za katero so bila dana soglasja, prenos lastništva pa je v postopku. Eden od lastnikov zgolj gozda pa soglasja žal ne želi podati. V občinski upravi že sicer dodajajo, da samo lastništvo ceste na njihovo odločitev glede njene temeljite sanacije ne bi bistveno vplivalo, ker na Govejku nihče nima prijavljenega stalnega bivališča, so samo lastniki nepremičnin. Torej Planinsko društvo Obrtnik Ljubljana, Blaž Bačar, ki torej obnavlja del posestva prej omenjene Lužarjeve Mici, ki ga je kupil od njene nečakinje, ki pa ostaja tretja lastnica ostale posesti. Dejstvo je, da trenutno stanje ceste v tem trenutku še najbolj pesti Ano Vrhnjak, ki je v začetku meseca polna pozitivne energije, torej prevzela v upravljanje Mihelčičev dom na Govejku. V občinski upravi potrjujejo, da je bila cesta v preteklosti redno vzdrževana, vendar pa, da občina kot naročnik del za svoj visok vložek ni dobila tudi kvalitetno opravljenega dela. In še, da bi že sicer težko upravičili večji vložek v sanacijo ceste, eden od predračunov je že pred leti znašal 30 000 evrov, saj kot rečeno, na Govejku ni stalnih prebivalcev, le društvo, ki upravlja profitno dejavnost, in tudi, da so za stanje na cesti krivi tudi posamezni lastniki, ki so sečno lesa in s pravilom dolino tudi s težko mehanizacijo cesto še dodatno uničili. V občinski upravi potrjujejo, da so zadnjo večjo sanacijo ceste opravili po poplavah leta 2023 in dodajo tudi, da bi bržkone poravnali tudi znesek za lansko letno sanacijo v višini 3600 evrov, če ne bi računa izdalo kar podjetje predsednika Planinskega društva Obrtnik Ljubljana Mira Miloševiča in če društvo občini ne bi hotelo prodati tudi peska, ki bi ga pridobili sicer na lastni parceli. Kot kaže, trenutno ni povsem enoznačne rešitve niti za problematiko vodooskrbe. Eden od lastnikov zemljišč, ki ne da soglasja, je očitno ključen tudi za realizacijo oziroma nerealizacijo ostalih 2 načrtovanih naložb na Govejku, kot je posodobitev električnega omrežja in hkratne izgradnje vodovoda. Tudi zajetje vode, ki s pitno vodo oskrbuje vaški vodovodni sistem Trnovec-Govejek, torej tudi ostale prebivalce Trnovca, je sicer na zemljišču, ki je v lasti Planinskega društva Obrtnik Ljubljana. Z javnim podjetjem Voka je ta že pred skoraj 30 leti podpisal dogovor, da se v zameno vodovodne cevi potegnejo tudi do Mihelčičevega doma na Govejku, kar pa je bilo le delno realizirano. V preteklosti smo morali zato večkrat poročati tudi o tem, da je bila vodooskrba Mihelčičevega doma odvisna od soških gasilcev, saj je bil obstoječi sistem, oskrba prek hidravličnega ovna, večkrat motena. Posebna izkušnja na primer je bil žledolom leta 2014, ko je bil dom, takrat je bil odprt tudi med tednom, več dni brez elektrike. Med tokratnim obiskom Mihelčičevega doma na Govejku pa smo zabeležili tudi stanje na enem od popoplavnih projektov na prav
tej cesti. Šlo je za rušitev in gradnjo novega mostička nad gostilno Legastja z novimi temelji, oporniki, mostno ploščo ter krilnimi zidovi. Dela je izvajalo podjetje HNG, torej naš koncesionar s podizvajalci. Gre za skoraj 90 000 evrov vredno naložbo, financirano iz proračuna Republike Slovenije. In v tem času, ko smo pripravljali prispevek, so se dela nadaljevala do te faze, da so del cestišča do novega mostička že tudi asfaltirali. To pa je torej tudi prvi asfalt na tej cesti. Če kje, potem si v Žlebeh želijo, da zima še ne bi tako hitro pokazala zobe. S kamero smo preverili, katere naložbe v cestno infrastrukturo so bile upravljene, katere so v zaključni fazi in kaj je tik pred začetkom del. Skratka, v 2 letih bo šlo v ta del občine kar precejšnji finančni zalogaj. Krajani pa bodo v teh dneh povabljeni na sestanek, kjer bodo dobili pojasnila, kako je oziroma kako bo z vodooskrbo tudi v prihodnje. Ukrep prekuhavanja vode zanje ne velja več. Več o tem pa prihodnjič. O Medvoški knjigi smo v naših novicah med vodami že poročali, saj je prva predstavitev potekala pred mesecem dni v Kulturnem domu Medvode. Tokrat pa so nas povabili še v Medvoško knjižnico, kjer sta postopek nastajanja knjige opisala urednika doktorica Barbara Pregelj in Urban Volk v pogovoru z doktorico Ignacijo Friedl-Jarc iz založbe Slovenske matice, v okviru katere je knjiga izšla kot 18. knjiga v zbirki Mestne knjige. Zbornik Medvoška knjiga, ki je nastal v sklopu zbirke mestnih knjig, je knjiga, ki ne ponuja enotne zgodbe, temveč pisan mozaik spominov, zgodb, podob in pogledov, ki skupaj rišejo večplastno identiteto Medvod. Vsak bralec jo lahko doživi po svoje, kot razprt most do preteklosti, skupnosti in prostora, ki nas povezuje, so zapisali v povabilu na tokratni pogovor v knjižnici, kjer so obiskovalce popeljali skozi proces ustvarjanja Medvoške knjige. Posebnost te knjige je seveda, da smo se najprej vsi, ko smo za projekt slišali, spraševali, ali so Medvode mesto. In jaz srčno upam, da odkar smo izdali to knjigo, takih neumnih vprašanj Medvoščani ne boste prejemali več. Če pa se lotim nekako pregleda bolj strokovno, kako je knjiga nastajala, moram priznati, da sta izjemno dragoceno delo opravila oba urednika, doktorica Barbara Pregelj in Urban Volk. Knjige zagotovo ne bi bilo brez strokovne pomoči in podpore gospe Sabine Spanjol v javnem zavodu Sotočje in tudi podpore občine Medvode. Medvoška knjiga izstopa tudi po tem, da so nekatera besedila nastala prav za izdajo te Medvoške knjige, kar je ena največjih odlik zbornika. Posebna tudi v tem, da so nekateri avtorji prvič objavljeni nekako v knjižni obliki in posebna tudi v tem, da je posvečena, bi rekla tako, metafori mostov, ki jo izkazuje tudi naslovnica knjige. Najtežje delo pri snovanju knjige pa sta zagotovo opravila urednika doktorica Barbara Pregelj in Urban Volk, katerih predloge je založba z veseljem sprejela in upoštevala. Lahko pa poudarim, da je seveda bilo sorazmerno težko že najti zares stare dokumente o Medvodah kot zelo pomembnem kraju ali naselju. Saj vemo, da je bilo to dolgo časa izrazito ruralno področje. Pa vendarle je prav Medvoška knjiga uspela nekako spremeniti nekatere stereotipe, pa tudi celo nekatere znanstvene datacije ali poglede na Medvode. S tem, ko smo znova proučili slikovno gradivo, stare fotografije, se je izkazalo, da so potrebne nekatere korekcije in da je to vendarle bil prostor srečevanja intelektualcev. Recimo profesor dr. Janez Bogataj nam je prepustil dragoceno dediščino Finžgarja, ki jo sam hrani, in ugotovili smo, da je
srečanje obeh Cankarjev, Izidore in Ivana, zagotovo potekalo prav tukaj, v tem prostoru, kar doslej ni bilo znano. Po drugi strani, pa poudarja Friedel Jarc, so se Medvode kasneje izrazito urbanizirale, zlasti v obdobju industrializacije, delno že pred drugo svetovno vojno, še posebej pa po njej. In prav to je tisto, kar nekateri v knjigi posvečajo, da je morda knjiga premalo izrazito pozornost položila na ta čas po drugi svetovni vojni, na obdobje industrializacije tukaj, tudi seveda hidroelektrarne in podobnega. Ampak moram poudariti, da so te mestne knjige, ki so doslej išle, bile vedno bolj izrazito neke vrste posvečene zbiranju literarnih zapisov o posameznem kraju, kot pa seveda historičnim zgodovinskim dokumentom. Težak zalogaj je bil urediti knjigo, ki so si jo najbrž mnogi, glede na naslov, zamislili po svoje. Je vendarle ogromno zgodb ljudi, stvari o Medvodah, zbornik pa ima omejeno količino strani. V resnici nama je bilo že od vsega začetka jasno, da ne bomo mogli vključiti vsega. In zelo jasno je bilo tudi to, da v resnici ne želimo z enim načinom pripovedi peljati cele zgodbe. Se pravi, v to našo medvoško knjigo so vključena besedila, so vključene slikovne priloge, ki imajo tudi svojo zgodbo, je vključen strip, je vključen notni zapis, je vključen osnutek spomenika, fotografije, likovna dela, torej reprodukcije recimo zemljevidov in vse to v resnici tvori neko pripoved. Ampak ta pripoved ni bila nikoli mišljena, da bo pač povedala eno zgodbo, eno in edino o Medvodah, ampak je narejena tako, da si v resnici vsak svojo zgodbo ustvarja. Zato, ker preprosto, tako kot ste rekli, kjerkoli prostor, ki ga tvori toliko ljudi, pa Medvode niso velike, ne, ampak vseeno je tukaj veliko ljudi, je težko v bistvu to unificirati in narediti en glas. Med številnimi zapisi in fotografijami, tudi stripom in celo naslovnico z vrtiljakom, na prvi pogled ni videti povezave, a Medvoška knjiga rdečo nit ima, in sicer je to voda in so mostovi, to, kar Medvode imajo v svojem imenu. Cela knjiga v resnici je zastavljena kronološko, gre od Valvazorja, ali pa recimo slokovne priloge so tudi pač seveda še iz časa prej, ampak vendar nekako šli smo v bistvu od starejših besedil, takih in drugačnih proti novejšim. No, tako. Vsebino knjige je soustvarilo res veliko število sodelujočih, od tistih, ki so prispevali svoje ideje, do tistih, ki so prispevali svoja avtorska dela. Pač podpisana kot urednika sva midva z Urbanom Vovkom, ampak tukaj je cela ekipa za nami. V bistvu, torej, Javni zavod Sotočje je izredno pomembno sodeloval vsebinsko tudi pri naboru gradiva, pri sestankih z morebitnimi avtorji, poznavalci Medvod in tako, knjižnica Medvode, občina Medvode. Skratka, v bistvu inštitucije, ki so locirane v Medvodah, hkrati pa tudi posamezniki, konzultirali smo se. V bistvu tukaj je šlo res za to, da skušamo v bistvu nekako ustvariti neko ekipo, ki je pač recimo priskrbela ali pa poznala različne vidike v bistvu medvoške stvarnosti. Na vsebino knjige pa je bilo izrečenih že nekaj kritik. Med drugim so bile izpostavljene priložnosti za vključitev omembe nekaterih pomembnih osebnosti in dogodkov iz medvoške zgodovine, ki v publikaciji niso predstavljeni. Prav tako je skoraj v celoti izpuščeno obdobje druge svetovne vojne, ki je območje sicer močno zaznamovalo. Po pojasnilu Barbare Pregl avtorji na to temo niso našli gradiva, ki bi ustrezalo konceptu knjige. Nasprotno pa je bila osebnost Branislave Sušnik v knjigi predstavljena zelo obsežno. Po besedah Urbana Vovka je razlog v tem, da je Jakob Aljaž že širše prepoznan, zato je poudarek na Sušnikovi razumljen kot del zgodovinskega uravnoteženja. Ob tem se je lahko ustvaril vtis, da je izbor vsebin deloma subjektiven, ker nekaterih osebnosti pomembnih za razvoj Medvod, kot rečeno, v knjigi ni. Hkrati pa je vendarle treba poudariti, da na račun tistih, ki v knjigi so predstavljeni, skoraj da ni bilo zaslediti kritičnih pripomb, da je kdo neupravičeno v medvoški knjigi.
Manjka tudi kakšno dodatno pojasnilo o povezavi posameznih zgodb z Medvodami. Kratka opomba ob koncu zapisa bi lahko razjasnila marsikatero vprašanje, denimo v primeru Ivana in Izidorja Cankarja ter njune povezanosti z Medvodami. Bi torej Barbara Pregelj danes naredila kaj drugače? Živimo med vodami, ne, in pač pravijo, da ne moreš nikoli vstopiti v isto vodo, iste reke. Ampak ne glede na to, jaz ničesar ne bi spremenila, ker se mi zdi, da ta koncept v bistvu vedno znova vabi k drugačnemu branju. In jaz mislim, da je to pač pomembno. Ne? Se pravi, ne samo to, kar smo mi, ki smo osnovali to medvoško knjigo, naredili, ampak tudi to, na kak način jo lahko berejo pač bralci. In to se mi zdi pač pomembno. Najbrž je torej mnenj in kritikov strani zunanjih opazovalcev, kaj sodi v medvoško knjigo in kaj ne, toliko kot je Medvoščanov. Morebiti bomo pri tem odkrili, da nam manjka še kakšen most, a po drugi strani smo vendarle lahko veseli in ponosni, da medvoško knjigo imamo in priznamo, da se vidi, da je bilo vanjo vloženega veliko truda in dela. Ja, namenjena je vsem Medvoščanom, starejšim, mlajšim, tistim, ki še prihajajo. Tako da jaz si zelo želim, da bi pač po njej segali pač vsi, ki jih to zanima. Moram reči, da sem ravno danes zvedela, da je v resnici v Medvodah, v Medvoški knjižnici, da so vsi izvodi knjige pošli, da je čakalna vrsta in to se mi zdi en krasen pokazatelj tega, da v resnici, da je knjiga zanimiva. Knjiga, ki kombinira dva pogleda. Pogled Medvoščanov, torej ljudi, ki so tu rojeni, in pogled ljudi, ki Medvode gledajo od zunaj. Je sklop različnih pogledov, ki se lahko izključujejo, pa tudi dopolnjujejo. In toliko kot je pogledov, toliko je mnenj o vsebini knjige. Zagotovo pa se bo v naslednjih 30 letih nabralo dovolj gradiva za še eno medvoško knjigo, sploh glede na veliko število pišočih Medvoščanov. Zagotovo bodo nastajali novi imenitni literarni zapisi o Medvodah. Že kar nekaj jih je nastalo zdaj, tudi prav na pobudo obeh urednikov ob nastajanju te knjige, kar je še prav posebej dragoceno. Nikoli doslej še nobena mestna knjiga ni imela toliko novih zapisov o kraju, ki bi nastali prav v sklopu nastajanja neke določene izdaje, zvezkov iz te zbirke. Prav tako pa, glede na to, da je zelo veliko avtorjev vključenih, ki so tudi mladi in ki so tako ali drugače povezani s tem prostorom, sem prepričana, da bo čez 30 let potrebna medvoška knjiga številka 2. Pretekli vikend je Občinska kulturna zveza Medvode izvedla gledališko delavnico Odrski gib pod vodstvom mentorja Sebastjana Stariča. Z novimi veščinami in znanjem na področju giba, s katerimi se srečuje pri gledališki in plesni umetnosti, pa tudi pri določenih borilnih veščinah, so se soočali člani medvoških kulturnih društev. V petek, soboto in nedeljo se je delavnic v KD Medvode in klubu Jedro udeležilo 8 ljubiteljskih igralcev, željnih novih znanj in izkustev. Občinska kulturna zveza Medvode je leta 2021 pričela s pokoronskim obujanjem društvenega življenja s projektom Združenega medvoškega gledališča, saj je prepoznala gledališko dejavnost kot dejavnost z velikim združevalnim potencialom v naši občini. V tej maniri sta nastali 2 skupnostni gledališki predstavi na prostem, Kralj Ojdip in lani še Antigona. V vmesnem obdobju, ko ni predstav, pa želi OKZ razvijati gledališko dejavnost v obliki delavnic za člane društev. Tako je letos prišel na vrsto gledališki gib. Delavnica je potekala pod vodstvom izkušenega in priznanega mentorja in koreografa Sebastjana Stariča. Zdaj tako, 3 dni delavnice je v bistvu samo neka pokušina in seveda, da majčkeno ošvrkneš vse te tehnike, ki so gibalne, kot recimo struktura plesa, koreografij, recimo glih, kar smo se lotili, recimo gledaliških pretepov, pač fizičnega stanja v teatru in seveda tudi neko stanje, kjer s telesom lahko tudi priješ, s telesom pač zaigraš neke različne emocije, ki jih človek ima vse, ki so seveda nujno potrebne v gledališču.
Delavnica je raziskovala igralčevo telo kot eno izmed njegovih osnovnih igralskih sredstev. Osredotočila se je na fizični trening, skupinske improvizacije in ustvarjanje skupinskih neverbalnih gledaliških prizorov. Raziskovala prostor, igralca v njem ter fizični odnos med dvema ali več igralci. V nedeljo, ko je delavnico obiskala kamera televizije Medvode, so se udeleženci seznanili tudi z načini in triki fizičnega spopada, se naučili udariti in pasti na povsem varen način, ki pa še vedno ohranja kar največjo iluzijo realnosti. Ja, prva stvar je poudarek recimo na zavedanju svojega telesa in kam tvoje telo nekako tudi lahko usmeriš, v katere dimenzije, ne, eni bolj, drugi manj, ampak nek skupek je pa to, da je pač vse nekako, bom rekel, koncentrirano za recimo neko gledališko predstavo, gledališko igralsko delo, ne vem, pač zelo nevtralno za igralca. Delavnice giba so tudi imenitna priložnost povezati in vzpostaviti zdrav odnos do svojega telesa, ki je v fizičnem gledališču izredno ozaveščeno. Hkrati pa je pri tem ključen kontakt z drugimi, kjer udeleženci spoznavajo iskanje skupnega težišča in kolektivne odgovornosti do soustvarjalca, tako pri iskanju skupnega izraza, kot pri skrbi za varnost vseh sodelujočih. Jaz mislim, da je ta stvar zelo povezana, ne? Ker seveda mi se premikamo, ne? Mislim, in dokler se lahko premikamo, seveda lahko tudi marsikaj. Telo je sposobno marsikaj in če ti to ne veš in če se ne ukvarjaš s tem, tudi nekako telo zgubi nek spomin, ki smo ga že kot od rojstva imeli. Recimo najhujša stvar, ki jo naredimo, je to, da vstanemo iz vseh štirih in gremo na dve noge in potem so neki 3-4 gibi od 40 let naprej edini, ki se pač dogajajo. Gibalna stvar v gledališču je absolutno nujna in tudi na akademiji pač se to prakticira. Zdaj pa kot amaterji, tisti, ki si pač zorganizira te neke delavnice, lahko mogoče usmer tisto svojo stvar, svoje predstave ali pa način dela, mogoče čisto v neko novo sfero. Ne? Delavnice se je udeležilo 8 članov medvoških kulturnih društev. Vsi izhajajo iz gledaliških sekcij, nekateri so letošnje gledališke produkcije že oddelali, drugi so trenutno v intenzivnih pripravah na nove premiere in jim bodo nova znanja prišla še kako prav. Ja, meni je ful fajn, zdi se mi tudi ful fajn, da se bomo naučili take stvari, ki jih še nisem nikoli probala, recimo kako se teps na odru, pa tudi včeraj, ko smo delali neke osnove contemporary dansa. Tako da ja, se mi zdi fajn, da zvem kaj novega. Kako ti je blizu tole vse skupaj? V resnici bolj ne bi se kot zelo gibalne osebe opisala, tako da mi je zato še bolj zanimivo, ker bi se rada naučila tudi tega. Glede na to, da si del zdaj ustvarjalnega procesa pri novi predstavi Fofiteja, se ti zdi, da so to elementi, ki boš lahko tudi kje ukomponirala, ali pa mogoče kakšne druge predstave? Ja, bomo videli, sigurno v kakšni predstavi pride prav, tako da ja. Jaz sem v bistvu šokiran. Pozitivno presenečen, ker sama organizacija, pa to mislim, sem kar nekaj delavnic že dal skozi, taka organizacija, kakor je bila tukaj in tudi ta profesionalnost učitelja in vse to in zavzetost udeležencev, neverjetno, mislim, absolutno, skoraj da šokirano, res super. Kako ti je blizu tebi, kako ti je blizu gledališki gib in vse, s čimer se soočamo? Ja, zdaj mi je bližje, ker smo že na koncu delavnice, tako da ja, so razsežnosti, ki jih nisem poznal, tako da hvala. Glede na to, da si tudi ti del ustvarjalnega procesa nove predstave, kako vidiš, bodo to elementi, ki jih boš lahko kaj uporabil in iz njih gradil? Ja, sigurno bom poskušal iti malo, je pa odvisno, kako bo režiser to sprejel, potem pa vsekakor pa koristno. Poleg raziskovanja lastnega telesa ter vseh njegovih zmogljivosti in tudi omejitev so udeleženci iskali vlogo in pozicijo telesa v različnih žanrih in situacijah. Izkušnjo so nato ob zaključku delavnice prenesli še v konkreten primer. Igrani prizor, ki je temeljil zgolj na telesnih odnosih med igralci. Jaz sem kar presenečen, zelo trpežni, močni, bom rekel, prijazno trmasti. Ne, to mogoče tudi, ampak jaz mislim, da na ta pravi poti, jaz
moram priznati, da nažalost še nisem gledal mene predstave, mi je zelo žal in zdaj naprej bom jaz to malo popravil, bom seveda absolutno prišel pogledati moje gojence, učence, tako da jaz mislim, da je super stvar tele, mislim prav, gledališče imate fajst, skupina imate fajst, ne vem, vzgojeni ljudje ste, fajn je, lušte nekle. Minuli teden je minil tudi v znamenju letošnjega dobitnika plakete Jakoba Aljaža, Romana Verasa. V torek 11. novembra ga je literarna sekcija Bezeg povabila na klepet v Bar kulture 313,6, kjer se je izkazal za duhovitega sogovornika. V petek 14. novembra pa se je izkazal še kot dober gostitelj na res dobro obiskanem odprtju njegove samostojne razstave likovnih del. Skoraj 50 platen je predstavil tokrat, kar pa ni niti polovico vseh. Tokratni pogovor z Romanom Verasom je bil že 33. po vrsti, ki so ga pripravili v literarni sekciji Bezeg. Ta je vse do pozne pomladi delovala pod okriljem Kuda Jarem, dokler ni slednji objavil sklep o samoukinitvi. Bezgovci pa našli novo okrilje pod Kudom Smlednik. Tokrat so torej gostili svojega dolgoletnega predsednika in soustvarjalca različnih vsebin. Roman Veras se je rodil sredi druge svetovne vojne v Ljubljani v Šiški. Za svoje otroška in mladostna leta pa je z vso gotovostjo zatrdil, da so bila lepa, nagajiva. Po izobrazbi je slikar, učenec priznane Robove slikarske šole in ker je bilo na fakulteti za arhitekturo potrebno preveč natančnega risanja, je študij zamenjal in postal umetnostni zgodovinar in etnolog. Med drugim je opravljal delo vzgojitelja, 5 let novinarja in se med upokojence vpisal kot svetovalec na Gospodarski zbornici Slovenija, kjer je skozi leta opravljal več različnih nalog. Med drugim se je tudi politično angažiral, bil 2 mandata ljubljanski mestni svetnik in kandidat na državnozborskih volitvah. V Medvode se je z družino preselil na prelomu tisočletja. Spoznavali smo ga kot vsestranskega ustvarjalca, kot igralca, lutkarja, kot ustanovitelja Kuda Jarem in njegovega predsednika, ki si je za nalogo zadal ohranjati spomin na Jakoba Aljaža, Aljaževo rojstno hišo in okolico, kot dejavnega člana Medvoške občinske kulturne zveze in večjega kritika obstoječega pravilnika sofinansiranja kulturne dejavnosti, pa tudi kot človeka, ki ne more brez glasbe. Tudi zato so bili gostje tokratnega večera v Baru kulture člani mešanega pevskega zbora Srebrne zvezde, katerega predsednik je in deluje pod okriljem Društva upokojencev Pirniče, katerega dejavni član je. Tudi na tokratnem pogovoru ni šlo brez kviza, ko smo o Romanu Verasu izvedeli še kaj novega, predvsem o njegovi športni plati. Čeprav je bilo med udeleženci kviza nekaj dvoma, namreč držita obe izjavi. Drži, da je Roman Veras jugoslovanski prvak v badmintonu, res da še takrat, ko je bil ta pri nas v povojih. In drži tudi, da pri meddržavni tekmi v nogometu kot član ekipe Radija in Televizija Slovenija proti resni ekipi nogometnih veteranov kot vratar ni prejel niti enega gola. Res pa, da njegova ekipa tudi nobenega ni dala. Drži tudi, da je pri 11 letih postal predsednik pionirske organizacije, da je kot novinar notranje redakcije na Televiziji Slovenija poročal z rojstnega dneva maršala Tita in da je v zadnjih letih prejel kar 3 pletenice za posebne dosežke na področju ljubiteljske kulture, za katero pa ga skrbi. Drži pa tudi, čeprav to ni bilo več del kviza, da je Roman Veras letošnji občinski nagrajenec, prejemnik plakete Jakoba Aljaža. V petek 14. novembra pa se je Roman Veras izkazal še kot dober gostitelj na res dobro obiskanem odprtju svoje samostojne razstave likovnih del v galeriji v Sori. Veselje do življenja, veselje do ljubezni, dati ljudem nekaj lepega. To je odgovor Romana Verasa na vprašanje, kakšna je rdeča nit tokratne razstave. Kadar te slike niso tukaj, kje so? Te slike so, recimo pol teh slik, ne pol ne, ena slaba polovica doma, po stenah, druge pa arhiv. To sem vprašala zato, ker sem zadnjič slišala, da se slik ne prodaja.
Slike se sicer prodajajo, ampak jaz teh svojih ne dam, zato ker so mi toliko pri srcu. Sej mene, prodaj mi sliko, daj Madonna, koliko še zdaj. Nimaš denarja. Ne, da ne bi imel denarja, ampak ne dam, zato ker to so slikane z dušo, iz dna srca in teh slik ne dam. Ne dam nobenu, ni denarja. Ampak ena je pa šla danes. Ja, za prijatelje pa ja. Dam pa, ne prodam pa. Za prijatelje pa. Tokrat so bila likovna dela podarjena oktetu Sotočje, ki je popestril uradno odprtje razstave. Fantje in možje z različnih krajev Vipavske doline skupaj, res da ne v enaki sestavi, prepevajo že od leta 1994. Prvih 5 let kot vokalna skupina, sedaj kot oktet. Za prelom naštejo leto 2016, ko je vodenje prevzel glasbeni pedagog Jani Klavčič. Izdali so zgoščenko z naslovom Ta družba naj živi, leta 2023 pa svoj trud in delo okronali še zlato plaketo in nazivom najboljše male vokalne skupine na regijskem tekmovanju v Postojni. V teh letih so oblikovali obsežen repertoar različnih pesmi, tokrat pa so prevladovale slovenske ljudske in priložnosti primerne napitnice. Jurij Marusik je na odprtju razstave poleg okteta Sotočje predstavil kar nekaj posameznih platen, tudi preko tega, kar sta o Verosovih slikah zapisali umetnostna zgodovinarka Tanja Tratnik Pogačar, ki ga razkriva kot tenkočutnega, pa tudi kot ognjevitega, eruptivnega umetnika, in znana slovenska likovna kritičarka, umetnostna zgodovinarka Ana Marija Stibilšajn, ki je med drugim zapisala, da imajo na videz sproščene podobe Romana Verasa, premišljeno in na široko odprto kompozicijsko zasnovo, spremenjeno v dinamičen prostor s prekipevajočo energijo barv in z neštetimi fragmenti, ki v svoji oblikovni nedoločljivosti ostajajo enigmatični in so dokaz slikarjevega popolnega vživetja v motiv in njegovo slikarsko vizijo. Brezčas je ena. To pa je, kaj je motiv? Ljubezen. To je vse, kar smem povedati. To je odgovor na vprašanje, katera izmed predstavljenih slik mu je v tem trenutku najbližja. Morda razumljivo. Prav sliki Brezčasje 1 in Brezčasje 2 sta namreč zadnji 2 ustvarjeni. Prva ustvarjena od tokrat predstavljenih pa je Ekvinokcij. Nastajala je pol leta pod vtisi elektronske glasbe Jean-Michela Jarra. Če sem dal stereo izvedbo, vlegel se na tla zvočnika desna in sem prav poslušal ta, kot da potuješ skozi vesolje. Skozi vesolje pa tele ping, 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 se vidi tiste paskice tam, in potem on se približa z neko zemeljsko musko. In vidiš zemeljsko kuglo in se približuješ Parizu in on to že začne igrati ena pariška glasba in potem se pa ta glasba zgubi v neskončnost. In to je ta slika, to je zanimivo. To je bilo drugo razpoloženje, kot recimo to, ko jaz govorim zdaj, ker ta zadnja je pa Brezčasje, ta je pa ljubezen. Torej, če bi morali opisati nekomu, kakšno razpoloženje se je pa takrat kuhalo, glede na to? Sej velike razlike pravzaprav ni, ker in tista zadeva je prihajala iz glasbe. Jaz sem glasbo blazno. Jaz slikati ne morem, če ne igram muzika. No, tisto je pa tudi taka čutna, tudi toliko čutna slika, ki ima eno določeno zgodbo, lepo zgodbo, ljubezensko zgodbo. In to me, jaz ne vem, da bom zdaj šel z sveta, pa da je zadnji hip še kakšen konček ljubezni. Rekli ste glasba, tukaj je Jean-Michel Jarre bil tisti, so bile pa kakšna glasba je tista, ki vam da to spodbudo? Roti. Roman Veras je tokrat na ogled postavil skoraj 50 platen, kar pa ni niti polovica vseh. Nekatere med njimi je prvič videla tudi žena Biserka. Ja, zato, ker vstajajo po noči, jaz dostakrat niti dol ne grem in naenkrat je poln slik. Tako da niti ne vidim vseh, no. Res dostakrat ne. Tako da tlele sem zdaj videla na 2 sliki prvič. Prvič, ja.
In če bi vi morali izbrati tisto, ki vam v tem trenutku najbolj opiše Romanovo razpoloženje? Ja, Romanovo razpoloženje, on niha sem pa tja, a ne, tako je, ampak jaz sem rada njegove bolj realistične slike, te narava, pa to imam rada, ne. Ampak tudi to sem se že navadila, to da tudi tele nekako sem sprejela, pa jih občudujem, res. Ste samo občudovalka ali tudi včasih vzamete čopič v roke? Nisem za to, ne, absolutno ne. Je pa to strast do tovrstnega ustvarjanja očitno prenesel na vnukinjo Tajo, ki je Akademijo za likovno in grafično umetnost v Rotterdamu zaključila z odliko in to z delom posvečenim svojemu dedku. Ja, v bistvu z dedijem sva si že od vedno zelo blizu. On me je, odkar še sploh nisem mogla hoditi, me je učil že slikati, pa vse, z vsem kartonom, ki sva ga našla, sva delala gradove in vse. Tako da v bistvu tudi zaradi njega sem umetnica in potem tudi posledično dizajnerka na Nizozemskem. In sem nekako mislila, da je cajt, da mu nekaj vrnem. Ker je on meni toliko dal in sem res ponosna na njega. In sem ful ponosna, da lahko rečem, da je moj dedek. Mislim, nore slike, noro vse. V knjigi je objavila svoj pogovor z njim in barvne reprodukcije več kot 90 njegovih likovnih del. Dedijeve slike, Romanove slike so slike, ki navdušujejo. Ima nenormalno močno barvo, kompozicijo in nasplošno je težko slikati abstraktne slike, ki so več kot okrasne. In to je nekaj, kar Roman Veras naredi nenormalno dobro. In sploh mi je všeč njegov, v bistvu vedno reče, ne maram picajzlanja. Se pravi, ne mara delati mehnih detajlov. On vzame čopič in reče, zdaj bom, to, kar bo prišlo in v bistvu res se vidi v njegovih slikah, da slika z energijo in z nekim čustvom v zadnji. Tako da zame je to, ja. Pa vendarle lahko rečemo, čeprav na veliko, ampak so kakšni detajli, ki pa jih ne vidiš kar tako. Ja, zelo ima veliko tehniko kolaža. Lahko v velikih slikah se vidi, če se dobro pogleda, kakšne čipke, pa ja, včasih ne slika kakšen mehen obrazek, pa to se mi zdi, da je bolj za njegov smeh. Vaša najljubša, pa ne bom rekla najljubša, ampak tista, ki vam najbolj govori o Romanu, o dediju. Moja, in se mi zdi, da od vseh najbolj Roman Verasova slika bo vedno Equinox. Se pravi slika, ki predstavlja vesolje. To je tudi njegova zelo pomembna tehnika. V tej sliki se red vidi njegove tehnike, vidi se njegovo nanašanje barve in sploh njegov način izražanja. Ja. Super slika. Mi jo je obljubil. Pri nekaterih slikah je podpis Roman Veras lepo viden, pri nekaterih ga je treba poiskati, nekje pa ga pač ni. Kaj to pomeni? To pomeni moja lenoba. Ne vem, nekje podpišem, niti ne, kaj sem, čez 200 let me bojo itak vsi po slikah poznali, vse na figa za podpisem. Lepo udeležbo smo torej zabeležili na odprtju razstave Romana Verasa, pričakovano. Letos ni bilo prav nobene priložnosti za druženje likovnikov. Ni bilo niti likovnega ekstempora Hraše, niti Aljaževina. Tokratna razstava pa je bila v galeriji Sora, kjer bi takle čas pričakovali odprtje razstave likovnega ekstempora Sora z več kot 30-letno tradicijo. Razlog, zakaj ni bilo nobenega od 3 ekstemporov, je enak. Nič sredstev na občinskem kulturnem razpisu. Kar nekaj vaših slikarskih kolegov se je zbralo tukaj, običajno bi jih srečali na kakšnem od ekstemporov. Vam je kaj žal, da letos ekstempora ni bilo? Ma kaj mi ne bilo žal, Madonca, kaj ne bilo žal, poglejte. Lejte, prišli so zato, da se družimo, da vidimo, da so pač, da vidijo, kva sem naredil in to je tudi bistvo teh ekstemporov, druženje, ustvarjanje, pa ne gre, ni šlo. Tokratna razstava je torej ena zadnjih, ki še poteka pod okriljem Kuda Jarem v ukinjanju. Zadnja bo 19. decembra. Tista pa bo zadnja. Tam na Aljaževin gor. Velikih bo povabljenih.
Bo to gledališka predstava, bo to lutke, bodo to slike ali bo pač po slovo? Ja, slovo. Ponosni bomo na to, kar smo ustvarili. Smo na pragu prazničnega decembra in kmalu bo vse v znamenju predbožičnega vzdušja. V sredinem dopodnevu je bila v skupnosti Barka še posebej ustvarjalna atmosfera. Varovanci so s pomočjo asistentov zavzeto izdelovali adventne venčke, ki bodo že kmalu na ogled in tudi na prodaj na tradicionalnem Miklavževem sejmu. Ob tem so v skupnosti predstavili tudi nov atelje, prostor, ki bo v prihodnje ponujal še širši spekter ustvarjalnega dogajanja ter odprl vrata številnim novim delavnicam in projektom. V skupnosti Barka se varovanci skupaj s svojimi mentorji že pridno pripravljajo na praznični december. Obiskali smo jih med ustvarjanjem adventnih venčkov in spregovorili so o pripravi na prihajajoči Miklavžev sejem in o ustvarjalnem procesu, ki jih v tem času še posebej povezuje. Danes imamo na Barki delavnico izdelovanja adventnih venčkov in sicer prvo v vrsti. Letos smo se namenili, da bomo imeli kar 2 delavnici izdelovanja venčkov, ker naše adventne venčke ne bomo letos ponudili samo na našem Miklavževem sejmu, pač pa tudi na nekaterih drugih predprazničnih dogodkih tukaj v občini Medvode, pa tudi v Perničah, tako da smo napolno štartali. Danes je takšen poseben dan in delamo venčke, ne znam Miklavžev sejem. Rada ustvarjaš take stvari? Rado, ja, ustvarjam. Kaj vse pa boste še ponudili vsem, ki pridejo na vaš Miklavžev sejem? Palačinke, pa piškote, pa čaj, pa take stvari, kar je za Miklavžev sejem. Jaz sem se letos lotil na pomladi, to veliki gajbi, pa je to male gajbice, pa smo ene nove luske, nosne luske, pa za mehke stojala za svinčnike, pa steklenice bi se najdali. Pa jaslice sem tudi letos ven na Zagor, velike in male. Povedali so, da jih izdelovanje adventnih venčkov napolni z veseljem, saj pri tem ne le ustvarjajo lepe izdelke, temveč tudi preživljajo kakovosten čas drug z drugim. Mentori so izpostavili, da je sodelovanje med varovanci izjemno navdihujoče, saj pri vsakem projektu pokažejo veliko potrpežljivosti, domišljije in medsebojne podpore. Dejansko se pripravljamo skozi celo leto, nabiramo material, fajn je, če so to naravne stvari, kaj pa tudi sami brkači naredijo, no, in potem tu nekako ukomponiramo te naše venčke, drugače pa so oni tisti, ki zbirajo, kaj bomo dali na venčke. Jaz pač pomagam toliko pa s tistimi, ki lahko, da naredimo obode, kar je pa krešenja, so pa oni tisti ta glavni. In so kreativni, imajo kakšne nore ideje? Ja, zelo kreativni pa tudi nore ideje, tako da pridite vabljeni, ful bojo lepe stvari. No. Ob vsem tem so povabili vse obiskovalce, da se prihodnjo nedeljo udeležijo Miklavževega sejma, ki bo potekal v prostorih skupnosti Barka. Tam bodo na voljo adventni venčki, ročni izdelki ter drugi praznični okraski nastali v njihovih delavnicah. Veste, prvo delo zbrusil, pa je pa tole odrezal ven in sem jaz vse zbrusila in ta palca šel kupiti in to sem vse jaz zbrusila. In ja, take jaselce bomo predajali, boš lahko jih kupila kaj. Posebej bodo predstavili tudi svoj novi atelje, ki je letos zaživel in že prinaša bogato paleto ustvarjalnih dejavnosti. Trenutno se nahajava v ateljeju, to je novo nastala zgradba tik ob Barkinih delavnicah. Nastal je v okviru projekta Umetno sodelovanje ranljivih skupin 2 in drži, letos je novost ta, da bo naš Miklavžev sejem poleg v prostorih delavnic potekal tudi v tem ateljeju. Kaj bomo tukaj pripravili, pa še ne bi izdala, naj ostane malo skrivnost. Skupnost Barka tako v praznični čas vstopa z odprtimi vrati in toplim povabilom vsem, ki si želijo doživeti nekaj pristno lepega. Mešani pevski zbor Smleški žarek je pripravil nov zbir slovenskih ljudskih pesmi, s katerimi se radi predstavijo na koncertih, tokrat na tradicionalnem Jesenskem. Zbor, ki deluje v okviru KUD-a Smlednik, združuje večinoma upokojence, ki jih druži veselje do prepevanja. Vedno pa tudi v goste povabijo kakšen nov zbor, tokrat je bil to ponovno moški pevski zbor Maj iz Kranja.
Na koncertu pa so se jim pridružili tudi najmlajši sokrajani iz vrtca Smlednik. Pretekli četrtek je mešani pevski zbor Smleški žarek ponovno poskrbel za medgeneracijski večer v Kulturnem domu Smlednik, na katerem se je predvsem veliko prepevalo, malo tudi plesalo, igralo na raznorazne instrumente, slišali pa smo tudi recitale. Kako ste se imeli? Zelo super, fajn. Priprave so bile luštne, ker z veseljem delamo, to nam ni nič odveč, če pa pojerata je pa še bolj. Letos še posebej razširjena druščina nastopajočih. Tudi, ja, tudi smo zvedeli za marsikšne take, tudi ki zna zaigrati ali zna zapeti, tu se kar skupaj zberemo. V maniri medgeneracijskega sodelovanja so k nastopu ponovno povabili tudi otroke iz vrtca v Smledniku, ki so že stalna spremljava njihovih koncertov. To je začetek. Vrtec to je 1A, ta prva je tudi za publiko, ki to je v smeh spravijo, lepo je, no. Pa tudi iz tega ven pa počasi rasejo. Recimo, marsikšen bo mogoče, ker bo toliko večji imel željo peti v zboru ali karkoli. Otrocko me čakajo, a ne? Mi pa tudi pa kaj pripravimo, kakšne darilca mečkana, to je pa za otroka še pa še. Pa greste potem tudi kdaj v vrtec zapet? Tudi, december, ko bomo šli nastopati, ene take otroške pesmice in je tudi pa lepo, lepo. Veseli pojejo, skačejo, to je. Ko otroke vidiš, to si ves raznežen. Osrednji del je pripadal domačemu zboru, ki se je predstavil s svojim tradicionalnim naborom iz zakladnice slovenskih ljudskih pesmi, ki jih izvajajo ob spremljavi Tomaža Grajzarja na harmoniki. V glavnem domače dele, slovenske narodne, no. Nič se ne gremo, ne vem, kakšne umetniške vode. Tisto, vsi znajo, večina, no. Program pa so napolnili še z recitali. Z interpretacijo obširne Prešernove pesnitve Ponočnjak je navdušil Metod Ferbar. Ob harmoniki in glavniku sta zapela in zaigrala Jože in Jožica Rekar iz Trboj, na flavti in s plesno točko se je predstavila Mija Špenko. Obiskovalci pa so ponovno lahko občudovali razstavo ročnih izdelkov smeških klekljaric. Vedno se razveselimo povabila klekljarice in se z veseljem udeležujemo in razstavljamo. To pot smo rekli, da naj bo vse okroglo, ker je pač okrogla ena taka zaključena celota, vedno okrog in okrog hodimo in lovilci sanj so se nam zdeli primerni, mandale prav tako, potem smo pa zraven dodali še prtičke, ki so seveda to pot morali biti okrogli. Novi izzivi, seveda pripravljamo še kaj drugega, ampak to pot smo pač izbrali to vrstne prtičke. Tako kot na spomladanskem koncertu pa so bili tudi tokrat glavni glasbeni gostje, člani moškega pevskega zbora Maj iz Kranja. Ja, lepo se imamo tukaj, ker pa naš kolega, ki poje z nami, nas je povabil, tako da smo se z veseljem odzvali. Smo pa rekli, da bomo tudi malo zabrenkali, tako da bo malo bolj veselo potem na afterpartiju. 15-članski zbor prepeva pod vodstvom zborovodje Andreja Zupana in se v Kranju vsako leto predstavi na tradicionalnem jesenskem Martinovem koncertu v prostorih občinske stavbe. Mi pojemo v bistvu najrajše slovensko, umetno in ljudsko, tudi kakšno tujo pesem, tudi kakšno stvar sami napišemo, pa jo pripravimo, ampak naš dirigent kar nekaj sklada, tako da imamo tu kakšno njegovo pesem. Za Smleški žarek pa je bilo leto 2025 aktivno in z nastopi zapolnjeno kot vsako doslej. Do novega leta pa jih čakata še nastopa v Domu starejših Medvode ter v vrtcu Smlednik. V novem letu pa si želijo predvsem pevskih okrepitev. To je pa res največji problem, ker ni interesentov, no. Pa čuden na vasi, ker vse jih koliko je star. To smo že vse precej dodelane, ampak pojemo pa še zmeraj rade. Pa tudi še sprejele jih, še pa še. Sledijo športne novičke, mi pa najprej čestitamo letošnjemu dobitniku občinskega priznanja Andreju Žavbiju za 5. naslov amaterskega kolesarja leta, ki mu ga je ta teden podelila Kolesarska zveza Slovenije. Sinoči je v festivalni dvorani potekala prireditev Najatlet leta Slovenije za leto 2025. Med pionirkami je 3. mesto osvojila Trina Varl, članica atletske šole Rožle Prezelj.
Trina je bila letos dvakratna državna prvakinja, na mednarodnem peteroboju je osvojila srebrno medaljo in izpolnila normo za evropsko mladinsko prvenstvo. Varovanci Nordijskega društva Medvode so že v nizkem štartu pred novo tekmovalno sezono. Ta vikend jih čakajo priprave na avstrijskem Tauplicu, prva tekmovalna preizkušnja pa bo 5. decembra v Planici. Podmladek badminton kluba Medvode je minulo soboto igral na turnirju U11 v Mirni. Tim Simončič in Luka Glavina sta osvojila 3. mesto v dvojicah. Ekipa U16 košarkarskega kluba Brinox Medvode je ta vikend zabeležila velik poraz. Ekipa GGD Šenčur A je bila premočna 67 proti 44. Člani nogometnega kluba Jezero Medvode so končali jesenski del prvenstva za vse selekcije. Starejši dečki U15 so odigrali prestavljeno tekmo 10. kroga in v gosteh izgubili 2-1 proti športnemu društvu Preddvor. Strelec medvoške ekipe je bil Tilen Sawyer. V preteklem tednu so policisti obravnavali 2 prometni nesreči. Ena se je zgodila na Jeprci zaradi nepravilnega premika voznika tovornega vozila pri vključevanju v promet iz neprednostne ceste. Kršitelju so po zaključenem ogledu izdali globo. V drugi nesreči v Medvodah pa je voznik z nepravilnim premikom trčil v objekt in nato s kraja nesreče odpeljal. Policisti pobeglega voznika iščejo tudi s pregledom posnetkov nadzornih kamer. Več o delu policistov ljubljanske policijske uprave, kamor spadajo tudi medvoški policisti, pa dobite na Facebook strani Policijska uprava Ljubljana. To je za danes vse, jutri pa si, glede na to, da smo v tednu slovenske hrane, privoščite tradicionalni slovenski zajtrk. Gledali ste četrtkovo informativno oddajo, prijeten večer vam želim še naprej in seveda nasvidenje do prihodnjega tedna. Lep pozdrav!